čemu daj. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljeni, dragi otroci. Danes sva skupaj s Kristino in bova danes tudi brali z vami današnjo zgodbo. In današnja zgodba je tudi otroci so v nebesih. Bomo porazumeli, o čem govori ta naslov. In, a se spomnite, o čem smo se pogovarjali včeraj? Pridna, super, ravno tako, o sveti Benedikt Jožef Labre. Kdo pa je bil on? Bil je revež, romar, hodil je iz kraja v kraj, ampak navzven je izgledal kako zapuščeno in nekako zanemarjeno. Bil pa je zelo globok človek, zelo dober človek. Zakaj pa to rečem? Ko mu je nekdo ponudil nekaj, on je znal samo vzeti to, kaj mu treba, in pol ostalo je delil z drugimi. In včeraj smo rekli, da je velikodušen. In zato, in tudi ko je hodil je po cerkvah, in ko je vstopil v cerkev, je znal moliti in izročil Bogu vse nas, mislil je na drugega, vidno in skozi. In zato pa ga kličejo romar, zato ker je tudi vse svoje premoženje nosil na rami in hodil iz kraja v kraj. Zdaj pa bomo poslušali današnjo zgodbo in kako smo prej rekli, tudi otroci so v nebesih. Kristina, poslušamo tebe. Prisluhnimo zgodbici, dragi otroci, skupaj. Je v nebesih veliko otrok, je zanimalo Tamaro. Še nisi slišala za nedolžne otroke, ki jih je dal pobiti Herod, se je začudio Peter. Seveda sem slišala zanje. Mene zanimajo tudi drugi, ne le nedolžni otroci. Veliko otrok je med svetniki, je Serafinček povzel besedo. Tudi bratje in sestre, je vprašala Manca. Da, tudi bratje in sestre. Dva izmed teh sta Frančišek in Jacinta Marto. Mogoče ste že slišali za njo. Imeni se mi zdita poznani, je razmišljal Peter. Bila sta pastirja, če se ne motim, je dodala Manca. Tako je pokimal Serafinček. Frančišek in Jacinta, Marto, sta bila brat in sestra. Doma sta bila blizu Fatime, to je mesto na Portugalskem. Frančišek, Jacinta in njuna sestrična Lucija so kot otroci pasli ovce blizu Fatime. Nekega dne se jim je prikazala Božja mati Marija. Zdaj se spomnim, je Manca vskočila Serafinčku v besedo. Da, zgodba je zelo znana. Lucija je pozneje postala redovnica in dočakala visoko starost. Frančišek in Jacinta pa sta kmalu zatem, ko so videli nebeško Gospo, umrla za špansko gripo
ki je takrat razsajala v Evropi. Kakšna pa sta bila? Mislim, s čim sta si prislužila nebesa, je zanimalo Tamaro. Bila sta pridna in delavna otroka. Po tistem, ko so videli nebeško Gospo, sta začela veliko moliti za grešnike in njihovo spreobrnjenje. Molitev jima je bila enako pomembna kot dihanje. Zanimivo, je še kakšen otrok med svetniki, za katerega še nismo slišali, je zanimalo Petra. Ne vem, če ste že slišali za mladega svetnika, ki mu je ime Dominik Savio, je začel Serafinček. Zanj pa še nisem slišala, je odkimala Manca. Jaz pa že, se je spomnil Peter. Bil je še zelo mlad, ko je umrl. Mislim, da je bil star največ 17 let. Tako je prikimal Serafinček. Dominik je bil še zelo mlad, ko je nenadoma zbolel in umrl. V tem kratkem obdobju mu je pa uspelo, da je postal zvest Jezusov prijatelj. Vsak dan znova si je prizadeval živeti tako, da Jezusa ne bi užalil z nobenim grehom ali slabim dejanjem. K temu je spodbujal tudi ljudi okoli sebe. Hotel je živeti tako, da bi postal svetnik. To je pa podobno, kot nam je župnik govoril pri verouku, je vskočila Tamara. Mogoče je pa idejo dobil pri Dominiku Saviju, je podvomil Peter. Saj je vseeno, kje je dobil idejo. Pomembno je, da vas je spodbudil k temu, je dejal Serafinček. Najboljša prijatelja Dominika Savija sta bila Jezus in Marija. Vedel je, da sta to prijatelja, ki ga v stiski ne bosta nikoli zapustila in nikoli razočarala. Ko je umiral, je bil pomirjen. Vedel je, da gre med prijatelje, ki čakajo v nebesih, da se jim pridruži. Se bojim, da moja vera ni tako močna, je odkimal Peter. Moral jo bom še poglobiti. Sestra Felicitas, lepa zgodbica. Ja, zelo. Zelo lepa pa poučna. Ja. In kdo pa so bili ti otroci? Gremo skupaj. Jacinta, Frančišek, Lucija. In mladega je bil Dominik. Savio. Kdo pa je bil najboljši prijatelj od Dominika? Ali pa prijatelja, ki sta bila dva? Jezus pa Marija. Kdo je tvoj najboljši prijatelj? Zakaj pa ti je najboljši prijatelj? Razmišljamo o tem in lahko pa si izbereš tudi Marijo in Jezusa. Kako nam je tukaj napisano, Dominik je vedel, da ga v stiski ne bosta nikoli zapustila in nikoli razočarala. Zvesta prijatelja sta. Najlepše je, ko imaš zvestega prijatelja. Ja, lepo. To je bogatstvo. Kot ti so zvesta prijateljica. In tudi Katja. In pa vsi vas, no, vsi smo prijatelji v Jezusu kot kristjani. Zdaj pa skupaj zaključimo z molitvijo, ki jo mi redovnice radi molimo in redovniki tudi radi molimo skupaj zvečer. In to je Marina tudi molitev in gre tako. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljena kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše pozdravljena. Tebi vpijemo izgnanje vinni otroci, tebi izdihujemo žalost in te slozni dolini.
Obrni torej naša pomočnica, svoja milostljiva oči o nas in pokaže nam potem iz nas v Jezusa, blagoslovljeni sad tvojega telesa, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Zdaj zaključimo tudi z vzklikom. Marija, pomoč kristjanov. Prosi za nas. Marija, kraljica očakov. Prosi za nas. Marija, kraljica svetnikov. Prosi za nas. Marija, kraljica družine. Prosi za nas. Marija, kraljica miru. Prosi za nas. Petruška Mati Božja, Prosi za nas. vsi svetci in svetniki Prosite za nas. in sveti Dominik. Prosi za nas. On vedno prosi za nas. Zdaj pa zaključimo z eno pesmijo. In Še naloga se. še za nalogo. Še naloga. Ne smemo tega pozabiti. Ja, nalogo. Pripravi prijetno presenečenje za svoje starše. To pa lepo. Tega ne smemo pozabiti. Torej, se vidimo jutri. Čau. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vidna si vsa brez madeža, svet skriva ni za tebi. Bila si blisamnja geta, svoje